Če dovolite, začnemo z 10. redno sejo občinskega sveta občine Bled na dan 22. september 2016. Pozdravljam vse prisotne, v prvi vrsti seveda svetnice in svetnike našega občinskega sveta, predstavnike občinske uprave in poročevalcem pri nekaterih točkah in seveda tudi novinarje in zainteresirano javnost tukaj med nami in pred televizijami. Ugotavljam prisotnost. Svetnica Jana Špec se iz zdravstvenih razlogov opravičila in tako tudi Nina Čelesnik, tako da je prisotnih 15 svetnikov, kar je seveda več kot pol in lahko pravno veljavno sklepamo. Vabilo za sejo ste prejeli v četrtek, 15. septembra po elektronski pošti s povezavo do gradiva na spletnih straneh občine Bled, zapisnike delovnih teles pa danes po elektronski pošti. Skladno z drugim odstavkom 29. člena poslovnika občinskega sveta občine Bled predlagam razširitev dnevnega reda z novo 6. točko, to je obvezna razlaga odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Bled. Predlagatelj obveznih razlag je skladno s poslovnikom statutarno pravne komisije, ki je skupaj z odborom za prostor obravnavala gradivo predmetne točke. Po obravnavi je podala predlog, da se točko uvrsti na dnevni red te seje. Ostali člani ste gradivo prejeli na seji. Zaradi obravnavane predmetne točke se dnevni red razširi. Ker po poslovniku o tem ni razprave, bom dal na glasovanje takoj sklep. Občinski svet občine Bled se strinja, da se predlagani dnevni red razširi z novo 6. točko, to je obvezna razlaga odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Bled. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. Prosim, da ugotovimo prisotnost. Takole 15 prisotnih in zdaj prosim, da glasujete že za prej prebrani sklep. Hvala lepa, ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. Da je ta točka uvrščena seveda in sprašujem še predsednika statutarno pravne komisije Simona Sirca, če obstaja kakšen formalno pravni zadržek za obravnavo točk predlaganega dnevnega reda. Hvala za besedo, lepo pozdravljam vsi skupaj. Statutarno pravna komisija je ugotovila, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo predlaganih aktov na 10. redni seji. Hvala, zato lahko glasujemo za sklep. Občinski svet občine Bled sprejme dnevni red 10. redne seje. Prosim za prisotnost najbolj. Hvala. Je. Zdaj še sprejmemo dnevni red. Popravljen. Soglasno sprejet. Preden gremo na drugo točko, vas prosil, da med sejo, če uspete, izpolnite vprašalnik glede prometne strategije naše občine, ki je bil tudi razposlan z blejskimi novicami, ki ga kot del javne razprave na to temo nujno rabimo pri pridobitvi celostne strategije, prometne strategije občine. Druga točka je
potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta z dne 21.4.2016. Ima kdo pripombo na zapisnik? Pripomb ni in lahko dajem na glasovanje sklep. Občinski svet občine Bled potrdi zapisnik 9. redne seje občinskega sveta občine Bled z dne 21.4.2016. Še prisotnost. Pardon. Tako, hvala. Tudi to je enoglasno sprejeto. In gremo na potrditev, na točko 3, potrditev zapisnika prve dopisne seje z dne 22.6.2016. Ima kdo tukaj pripombo na zapisnik? In če ne, bom dal na glasovanje sklep. Občinski svet občine Bled potrdi zapisnik prve dopisne seje občinskega sveta občine Bled z dne 21.6.2016. Še enkrat prisotnost. Hvala. Še glasujte. Enoglasno sprejeto tudi to. Prehajamo na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, točka 4. Direktor bo uvodoma odgovoril na pretekla vprašanja, in sicer Janez Špec, Anite Varl in Antona Omrzela. Prosim, direktor. Ker je preteklo kar nekaj časa, je prav, da se na ta vprašanja odgovori tudi v ustni obliki, zato da tudi javnost zve. Namreč Jana Špec je spraševala, zakaj se park ob jezeru v drugi polovici aprila ne uredi. Takrat smo nemudoma urgirali pri infrastrukturi Bled, vendar, če se še spomnite, je bilo vreme precej neugodno za urejanje zunanjih površin. Ne nazadnje 27. aprila smo doživeli še sneg. No, pa mislim, da so se potem seveda tudi vsi ti nasadi hitro opomogli. Sicer se bo pa spodnji del zdraviliškega parka zasadil tako kot zgornji del. Medovite rastline, ki so bile pred leti nasajene, se bojo nadomestile z vrtnicami, preuredile se bojo tudi sprehajalne poti, tako da mislim, da bo tudi ta del nekako v ponos Bledu. Hkrati je dala pobudo, da infrastruktura Bled z varnostnimi kamerami in obvestilnimi tablami zavaruje grobove. Video nadzor je kar precejšen finančni zalogaj. Nekaj sredstev smo zdaj zagotovili v letu 2017 s proračunom oziroma predlagamo in sem prepričan, da bomo postopoma tudi naša pokopališča, zlasti Blejsko, ki je najbolj na udaru, zavarovali na ta način. Aneta Varl je dala pobudo na prošnjo in pismo staršev z Bohinjske Bele, da se poišče dodatna lokacija glede vrtca na Bohinjski Beli. Tukaj je bilo kar nekaj koordinacije in pa iskanja različnih rešitev, tudi strani Belanov posebej, vendar na koncu je vseeno obveljala odločitev na nivoju tako vodstva občine kot vrtca, da glede na prenovljen vrtec Bled in na zadostne kapacitete na Bledu se novih oddelkov na Bohinjski Beli in s tem tudi seveda sprejemanje dodatnih obveznosti občine, tako v investicijskem kot stroškovnem smislu, ne sprejme. Torej se novi oddelki ne bodo odpirali, eden pa seveda lahko še zaenkrat ostane kot gostujoč v prostorih osnovne šole oziroma podružnične osnovne šole.
Svetnik Antono Mrzelj je spraševal, kdaj se bo popravila cesta od Zasipa proti Bledu in pa ovire na Partizanski cesti. Obe reklamaciji sta bili na nek način uveljavljeni in sprejeti tudi strani izvajalcev, ki so to izvajali. Nažalost se nam pa zadnje 2 meseca vleče en problem, zlasti z asfalterskimi ekipami, ker enostavno so vse kapacitete v slovenskem merilu, ne samo blejskem ali gorenjskem, zasedene z obsežnimi renovacijami na avtocesti proti Ljubljani in pa na severni ljubljanski obvoznici. Verjeli ali ne, do 7. oktobra ne dobimo nobene asfalterske ekipe na Bled, nažalost. Nekaj smo sicer vmes uspeli urgentnega narediti v Sebenjah, naredili smo neko nedeljo dopoldan igrišče v Ribnem, včeraj oziroma predvčerajšnjem se je asfaltirala cesta v sosednji občini Gorje nad Viševnico, del Račiške, ampak to, da bi pa nekaj sistemskega lahko reševali v tem smislu, pa pred 7. oktobrom praktično nima Gorenjska niti Slovenija skoraj da kapacitet. Hvala. Na vrsto še nove pobude. Kdo ima kakšno pobudo, vprašanje? Jaz bi predlagal, da se iz smeri Ribna naredi obvezna smer za zavinje desno proti Lescem in da bi avto potem skozi križišče se vrnil proti središču Bleda. Ker tam so stalno zastoji in je tudi velika nevarnost prometne nesreče. Hvala. Hvala, svetnica Varlova. Pobudo oziroma občini predlagam, da pozove lastnike živih meja ob cestah, da so velike v predpisanih dimenzijah, to velja predvsem za to živo mejo na Koritanski, ki se konča pri Petrolu, je zelo nevarna, na to so me posebej opozorili. Potem pa še v imenu krajanov Bohinjske Bele predlagam, seveda vezano na osnutek predloga proračuna za leto 2017, umestitev preplastitve ceste Zgornja vas Podklanec med proračun občine za leto 2017 in pa razsvetljavo Podklanec. Hvala. Svetnik Baseneze. Ja, hvala za besedo. Mene zanima, na kateri točki smo pri izvajanju odloka o plovbnem režimu. Spomladi smo ga namreč sprejeli, vendar se ta celoti ne izvaja. Tukaj me predvsem zanima, kako je z obnovo določenih vstopnih mest in pristanišč. Potem me pa še zanima, kako je v naslednjem letu, za leto 2017 oziroma pred turistično sezono, kateri se bojo prenovili. To je to. Hvala. Potem imamo svetnika Vernika. Hvala za besedo. Dajem pobudo, da se ugotovi število nezazidanih stavbnih parcel, ki so manjše od 500 kvadratnih metrov in večje od 400 kvadratnih metrov. Pobudo utemeljujem s tem, da je mogoče tukaj en prostor, kjer bi šli občanom nasproti v primeru, če bi uspeli tudi spremeniti občinski podroben načrt. Po drugi strani so lahko tudi neke finančne posledice in se mi zdi smotrno, da bi to tematiko bolj podrobno pregledali. Hvala lepa. Hvala, svetnik Sirc. Najprej sem navezal na Rondoš, sicer vem, da je to v sklopu severne razbremenjene ceste in da se bo še tam precej urejal, ampak kar nekaj občana se je obregnilo v to, da je nevarno, da ni pregledno, če bi se lahko vsaj nekaj skulpturco začasno dal ali pa nekaj, da bo majhen bolj razviden. Potem pobuda je ležeči policaj na Cankarji, to je Dindol, tam naj se uredijo, ker so čist nizki in vozniki vozijo zelo hitro, kar je nevarno za otroke, ker so na poti v šolo. Majhen več se na vrag že dolgo nismo imeli seje, tako da. Za proračun za naslednje leto, ne vem, če sem zasledil noter, in sicer bile so dane obljube še glede osvetlitve, del sela je, javne razsvetljave mislim, del sela je v popolni temi in pa občanu Mlina, to je tam pod Kozarco, je bila dana obljuba, da se bo to urejalo že leta 2015. Potem
Sprašuje še, kako je s temi parkirnimi mesti, ki je bila enkrat že dana pobuda. To se pravi, to so parkirna mesta za hitre upravke do 15 minut. A zdaj to velja, da lahko parkirajo brez, seveda z nastavljeno uro. In pa zadnje vprašanje, se pravi, režijski obrat, glede na to, da smo tudi sprejeli člen v odloku o javnem redu in miru, me zanima, koliko je bilo kaj denarja oziroma kazni napisanih za ležanje v Bizerski obali. Hvala lepa. Hvala, svetnik Ignjatovič. Hvala za besedo, pozdravljeni vsi skupaj. To, kar se je ravno zgodilo, realizacija dosedanjih pobud in obveščanje, bi bilo bolj, da je tako aktualno, kot je bilo že rečeno. Recimo samo en primer. Sem pred 2 leti vprašal, kdaj bo kanalizacija od kopališča do regatnega centra. Stvar stoji, odgovora nimamo, sprašujejo naprej in tako dalje. Odgovori občanov, ne glede na to, ali imajo prav ali ne. Svetniki imamo dopise od več ljudi ali skupin, kot je recimo, pa bom tokrat preskočil, jaz imam 7 dopisov. Nimam podatkov, da je odgovorjeno, ker mislim, da po neki etiki nekoga, ki da vprašanje, se spodobi ogovoriti nazaj oziroma mu odgovoriti. To je druga stvar, se pravi, imam neke priloge, če je slučajno samo do mene prišlo, kar dvomim, ne. Potem ribiška družina Oblednje je postavila vprašanje glede nekontroliranega potapljanja. So me prosili, da to povem, ker je zelo nevarno. Namreč tle se lahko dogaja, če je nekontrolirano potapljanje. Lahko nam odpeljejo take ali drugačne ali vredne predmete, lahko je krivolov, spušam in tako dalje. To si ne smemo dovoliti. Včasih vem, da smo debatirali, da se to mora prijaviti in vsi te amaterski potapljači morajo imeti boje vidne od zgoraj, da so osvetljeni. Počnejo vse sorte, to se pravi, ne vem, kako se dogaja. Ni kontroliranega potapljanja, ker je skrajno neodgovorno. To je vse, kar bi jaz imel glede pobude. Hvala lepa. Hvala, svetnik Ignjatovič. Še svetnica Šularjeva. Hvala za besedo. Jaz bi imela sledeče pobudo strani občanov. Kolesarska steza v Betinskem klancu, da ni primerno označena, pa večina kolesarjev se namesto po stezi vozi po glavni cesti. Problematika je bila izpostavljena že na krajevni skupnosti. Odgovor strani občine je bil, da je pač državna cesta in prioriteta države. Zdaj sem pa dobila tudi tik pred sejo informacijo, da se je na tem že tudi nekaj naredili. To bi bila ena stvar. Druga stvar bi bila pa pobuda za namestitev bankomata na področju Mlina. Zdaj jaz sicer ne vem, Bohinjska Bela ima bankomat, tukaj se zelo obračajo pač vaščani, da morajo oni hoditi na Bled, če obstaja kakšna možnost. Tretja stvar bi bila pa zahvala občinski upravi v imenu sosedske Dindol, da je našla možnosti, da se je realizirala avtobusna linija šolskega prevoza z področja Dindola. Hvala lepa. Hvala, bi mogoče to že nekaj lahko odgovoril. Seveda, najboljše, da kar takoj. Hvala za zahvalo, če gremo do zadaj. Bankomat Mlino lahko seveda posredujemo pobudo različnim bankam, ki so prisotne v občini Bled, vendar vemo, da tudi bankomat je rentabilna stvar ali nerentabilna, plus tega rabi nek prostor. Tako da vprašamo lahko. Težko pa, bom rekel, občina zagotovi tako stvar. Kolesarska v Betinu ne samo, da je pravzaprav kolesarska in državna cesta v Betinu je državna, ni občinska pristojnost. In mislimo, da bi lahko sicer zdaj z novim projektom, ki se pripravlja, to je navezava Lisic, Koritnega, jo dodatno nekako označili, vendar celostno vodenje kolesarjev bomo pa lahko dejansko izpeljali šele takrat, ko bo zgrajena južna obvoznica in tudi ta navezava naprej. Zaenkrat, po mnenju tudi upravljalca državne ceste, tudi direkcije, je označitev ustrezna. Vsekakor pa bomo to še naprej nekako, kako ne rečem, forsirali. Glede dvigovanja potopljenih stvari ureja zakon in občina nima pristojnosti okrog tega. Jaz sem sicer
svetniško pobudo oziroma vprašanje, ki ga je svetnik Ignatovič že predhodno pisno posredoval na občino, posredoval tudi obema potapljaškima društvoma, ki imata več izkušenj z tega vidika, vendar do seje še nisem dobil odgovora, kako se oni v bistvu obnašajo v takih primerih, oziroma če nam lahko pomagajo najti bližnico do odgovora do tega vprašanja in ga bomo seveda posredovali. Nisem pa razumel vprašanja, katero kanalizacijo sem imel v mislih od kopališča do regatnega centra. To smo že debatirali, je bila ravno pobuda pred 2 leti. Zadnji del rinka okoli jezera, ki ni narejen. Kater konkretno? Od kopališča do regatnega, to se na Veslaški promenadi. Ta del kanalizacije nikoli ni bil prenovljen oziroma narejen. Če govorimo o grajskem kopališču. Od grajskega kopališča, Veslaška promenada. Vili Zlatorog in Rog ter kopališče sta povezani v center Bleda. Od Ribiča bo šla pa nova kanalizacija proti regatnemu centru. No, ta del, ki je banka, ne? Zato se zdaj pridobivajo služnosti. Bil je sestanek nekaj, mogoče kakšen dober 2 meseca nazaj na to temo. Danes je bil projektant pri našemu strokovnem sodelavcu, slučajno, slučaj, in se bo pridobilo gradbeno dovoljenje v letu 2017 za to. Realizacija verjetno v 2018, v 2017 težko. Ker so nekatere... Rekli smo takrat, da je zakonski rok 2017, ne vem, odkot je to izhajal, sem spomin, mislim, da me ne vara, fajn bi bilo, da bi bilo, če pač ne gre. Nažalost so finančna sredstva tista, ki narekujejo izvedbo. Hvala lepa. Smo zelo lahko direktni in konkretni. Enako velja tudi, če se navežem na svetnika Sirca, za investicijo pod Kozarco, če gremo do zadaj. Ja, obljubljena je bila že večkrat, vendar sredstva so tista, ki nas vedno omejujejo. Rade volje bi naredili tam kompleksno investicijo, vendar finančna sredstva tega ne omogočajo. V letu 2017 imamo sicer za drugo polovico leta nekje na seznamu celovitih urejanj ulic tudi cesto pod Kozarco, vendar žal 100% zagotovila tukaj ni. Kar se tiče ležanja na del vasi Selo, imate v 3-letnem programu Petrola točno po letih, katere investicije bomo izvedeli. Jaz mislim, da Selo je v letu 2017. Mislim, da je, ja. Sicer pa mimogrede povem, vsa poročila in letni programi vseh koncesionarjev, izvajalcev javnih služb bodo na naslednji seji. Takrat se bomo tudi tem temam, kanalizaciji, javni razsvetljavi, cestam lahko bolj podrobno posvetili. Na današnji seji, kot ste ugotovili, so samo naša javna podjetja pa zavodi. Tako da, če ne prej, bomo takrat mogoče kakšno besedo več o tem lahko rekli. Ležanja oziroma preganjanja ležanja po travi je bilo razmeroma malo, lahko kar direktno povem, ker enostavno ni bilo kapacitet oziroma so bile prioritete redarske službe usmerjene v druge ukrepe, zlasti na pobudo nekaterih občanov ali pa iniciativ občanov, ki so delo usmerjali v druga področja. Pobuda glede hitrih opravkov oziroma parkirij za hitre opravke je bila realizirana in jaz vam zdaj konkretno od primera do primera ne znam povedati za objekte, ampak zagotovo tisti objekti, ki so izpostavljeni javnega značaja, imajo možnost teh plavih con z namestitvijo ure brez recimo parkirne nalepke, zgolj za uro. Ležeči policaji na Cankarjevi so že kar nekaj let na inicijativo krajanov in moram reči, da do tega trenutka niti nisem vedel, da so prenizki ali pa da so nezadostni. Mislim, da se je zadeva v teh nekaj letih čisto lepo upeljala in da tudi funkcionirajo. Tako da ne vem, kaj konkretno bi bilo na tem še za narediti. Zato, da so prenizki in skoraj z neovirano hitrostjo lahko nadaljuješ vožnjo, tako da precej ljudi tam zelo hitro vozi, to je problem. Ja, druge vrste so pa te asfaltirani, vendar takrat je bila odločitev, da do celovite prenove Selske in Cankarjeve ceste ostanejo takšni, kot so.
Se pravi, ko bo tam manjka še... Ker recimo nekje so pa previsoki, ne? Se pa pritožujejo. Veste, to je vedno dvorezen meč, ne? Ko bo še zadnja priplastitev, boste zrihtali tudi to, no, to. Ja, bomo upoštevali pri prenovi, celoviti prenovi. Ja. Hvala. A še rondo? Rondo, skulptura. Po projektu, ki ga je seveda potrdila zopet država, ker gre za državno cesto, na tem rondoju ni predvidenih nobenih skulptur ali česarkoli drugega. Vkolikor bi si to želeli, bi morali cel projekt zavrteti na novo. Naša ocena je, da je pač rondo namenjen prometni varnosti, pretočnosti in v tem smislu je čist tehnični objekt in nima neke resno estetske funkcije ali pa kakšne druge, ne? Razen samo prometne. Ne? Svetnik Vernik je opozoril na evidenco zemljišč od 400 do 500 kvadratnih metrov. Na pamet bom rekel, da jih ni več kot 20. Je pa to predmet trenutnega podrobnega pregleda občinskega prostorskega načrta in se na nek način strinjam, kjer se bo izkazalo, da je to z vidika, bom rekel, pozidave, nekih vrzel in tako naprej smotrno, se bo to urejalo s podrobnimi izvedbenimi pogoji. Načelna odločitev pa je, da kriterija 500 kvadratnih metrov za gradbeno parcelo naj ne bi nižali. To je bilo eno izmed izhodišč, ki smo si ga v strokovni ekipi, ki to pripravlja, zadali. Kot pravim, ni pa toliko veliko primerov, da jih ne bi mogli individualno obravnavati. Se bomo pa tej temi seveda posvetili oziroma se ji posvečamo, recimo danes je potekal en tak sestanek te ožje ekipe, ki se s tem ukvarja. Hvala lepa za odgovor. Ja. Svetnik Baseneze sprašuje, kako se uveljavlja plovbni režim, glede na porodne krče, pa mogoče kakšno nedoslednost, ki je bila, kljub vsemu, če iskreno priznamo v tem odloku, kljub vsemu lahko rečem, da se je na nek način uveljavil. Kršitev praktično, zlasti tistih, ki so bile najbolj v nebo vpijoče, ni več. Od vstopno-izstopnih mest se je letos obnovilo postajališče oziroma pristanišče pod Kazino. V naslednjem letu zagotovo se bo na Mlinem, vse ostalo je pa odvisno še od, bom rekel, razpoložljivih finančnih sredstev. Se pa že kar nekaj časa ukvarjamo predvsem z, kako ne rečem, statusno legalizacijo vseh teh vstopno-izstopnih mest, ker je bilo precej nedorečenosti med dosedanjimi imetniki vodnih dovoljenj in pa Republiko Slovenijo. Tako da zdaj tukaj občina pelje to zadevo in se pač postopoma ureja. Žive meje bomo opozorili redarstvo, sicer pa vedno lahko neposredno na redarstvo, če ugotovite, da je kje kakšna stvar nepregledna, opozorite in oni seveda v skladno z zakonom o cestah in našim odlokom ukrepajo. Cesta pod Klanec je na listi želja, vendar spet 100-odstotnega zagotovila, ravno tako za javno razsvetljavo, da se bo to v letu 2017 zgodilo, ni. Bomo pa seveda nekako upoštevali in pa predvidevali predvsem pri teh načrtih, ki se bojo zdaj detaljirali do naslednje proračunske seje, tudi te dve pobudi. Iz Ribnega obvezno v krožišče, to pobudo moramo posredovati na Direkcijo za ceste, ker oni vodijo ta promet. Na nek način se mi zdi logična, koliko jo bojo pa občani sprejeli z naklonjeno druga stvar. Ampak danes ni težav, če se ima kdo težavo vključiti levo proti Bledu, lahko že sam od sebe zapelje desno v krožišče, obrne in gre proti Bledu. Tako da vprašanje, no, kako se bo upravljavec ceste odzval na to pobudo. Nekaj bi prej, smo se glih pogovarjali o telih ovirah na cesti. Ne. Na začetku Partizanske ceste, ko so popravljali to oviro, ne, so jo z ene strani popravili, na drugi strani so jo pa pustili tako, kak je. Tudi v zasipu pri trgovin je
jama pregloboka, se občani stalno pritožujejo in jaz mislim, da bi bilo pametno še enkrat to malo pogledati pa popraviti. Drugače lahko dobimo tudi kakšno tožbo, glede na to, da je z lahkoto kaj narobe s podvozjem na avtomobilu, tudi če normalno, dosti normalno pripelje. Ker tako, ki je pa zdaj, je pa v bistvu skoraj treba čisto ustaviti. To pa tudi ni v redu. Hvala. Če lahko glede rondoja samo dopolnim nekaj, ker smo pri točki. Namreč tudi od dveh ljudi sem slišal, da je nepregledno. Ne gre za statuo ali karkoli postavitev. Gre za neko dvometarsko zadevo, da nas opozori, kar nas na 4 znaki opozarjajo, da je stop, to pomeni, da nima noben prednosti, sta se zgodili 2 hudi nesreči. Iz enega avta so celo rezali. En avto je bil tako hudo poškodovan, da je leto Ljubljanče na drugo stran še 2 avta stokal. To ni normalna hitrost. To se pravi, poleg 4 stop znakov, še nekaj dvometarskega in balon plav, rumen, ne vem kaj, nekaj, da opozarja na to krožišče, dokler ne bo odločitev taka, kot bo za več rondojev na Bledu, oziroma saj za glavnega, pa za tega. Mislim, da je smiselno, ne? Hvala. Jaz sem samo še na podobranje pri plovnem režimu in sicer se bolj dotika otoka. Kako v prvotoku stojimo z montažnimi splavi oziroma dodatnimi splavi za izstopno-stopno mesto za, se pravi, supe in male čovne, zaradi tega, ker je tam kar velik kaos. Vem, da je pač lastnik Cerkev sam, mislim lastnik, upravitelj, vendar mislim, da bi lahko lokalna skupnost malo pritisnila, da se pač to realizira. Težko pa verjamem, po tistem odgovoru, ki sem ga dobil strani župnije Bled, da se ne sme narediti montažnih splavov tam, ki so prevezani na obstoječe objekte na jezeru. Se pravi, tukaj ne gre za noben poseg. Tako da bi prosil, tako kot sem že pomenil poslov, če lahko dobim tudi pač ta odgovor iz kulturne dediščine, da se to ne sme narediti, ker ne verjamem. Hvala. Upravljalec otoka, to je družba, ki se ukvarja tam s pridobitno oziroma gospodarsko dejavnostjo oziroma župnija kot njen ustanovitelj, je pristala, nažalost, šele po nekaj mesecih na to, da bo občina prevzela koordinacijo priprave projektne dokumentacije. Tako da se je ta cela zadeva zamaknila čez celo sezono, za naslednjo pa upam, da bomo, tako kot je skladno s predpisi, pridobili vsa veljavna soglasja, vključno tudi s tem, da bo možno vsaj v času visoke turistične sezone namestiti premikajoče oziroma plavajoče naprave. Hvala. Hvala lepa svetnikom za pobude in seveda za izčrpne in kompetentne razlage direktorja. Upam, da so naleteli na odobravanje tudi širšega občinstva. Prehajamo na točko 5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem, ugotovitev javne koristi za nakup oziroma razlastitev nepremičnin s parcelno številko 533/16, kao Ribno, dela parcele parcelne številke 533/10 in 532/2, prav tako kao Ribno, ki so potrebne za ponovno vzpostavitev javnega prometa po kategorizirani javni cesti 5-1-3-0-7-6, Koritno 6. Prosim najprej za obrazložitev direktorja. Gre za razmeroma znan primer na Koritnem, zato ga v podrobnosti ne bi razlagal. Sklep, ki je predlagan občinskemu svetu, je osnova, da vkolikor in kot kaže ne bomo prišli do soglasja z lastnikom, morda pa vendarle še, lahko občina seveda ukrepa po tem, kako ne rečem, po najbolj skrajnem načinu, to je razlastitev. Še vedno pa upamo na tudi mirno rešitev tega spora, ki je tam nastal zaradi uzurpacije cestnega sveta strani enega izmed lastnikov sosednjega zemljišča. Ugotavljam, da se z vsebino strinja tudi odbor za proračun in občinsko premoženje. Vas prosim, da se prijavite k razpravi, če je kdo.
Razprave ni in lahko dajem na glasovanje sklep. Občinski svet občine Bled sprejme sklep o ugotovitvi javne koristi za nakup oziroma razlastitev nepremičnin s parcelno številko 533/16 kao Ribno in dela parcelne številke 533/10 in 532/2, prav tako kao Ribno, ki so potrebne za ponovno vzpostavitev javnega prometa po kategorizirani javni cesti JP 513076/6. Prosim, da ugotovimo prisotnost. Ne gre. Tako. Zdaj pa še glasujmo. So že glasovali? Pardon. Ja, ste že prav. Dvakrat je šlo hitrejše. Pridemo na to dodatno točko. Obvezna razlaga odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Bled. In tukaj prosim za obrazložitev našo strokovno sodelavko Aleksandro Žumek kot tajnico statutarno pravne komisije. Hvala. Sprejem obvezne razlage se predlaga predvsem zaradi dilem, ki so se pojavile v praksi, in sicer iz dveh razlogov. Kakšna je definicija razlaga terminov prenova in ohranjanje, ki jih vsebuje OPN, jih pa ne vsebuje zakon o graditvi objektov. Torej, s to obvezno razlago se opredeljuje, kaj je pomen teh pojmov, in drugo je razlaga dopustnosti nadstreškov pri konkretnem primeru pri vili Sončnico, kjer je imela upravna enota tudi dilemo, a se nanaša zgolj na pergolo ali pa tudi na objekt. Tako da tudi to se s to obvezno razlago ta dilema pač odpravlja. Hvala. Hvala. Vsebino se strinja tudi Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. Se kdo prijavil k razpravi? Tudi ne. In lahko dajemo na glasovanje sklep. Občinski svet občine Bled sprejme obvezno razlago odloka o prostorskem načrtu občine Bled. Prisotnost. Odlično. Še glasujte. Hvala. Točka 7. Sprejem odloka o spremembah občinskega podrobnega prostorskega načrta ožje središče Bleda. Tukaj spet prosim direktorja za obrazložitev. Tukaj, če sem majčkeno sarkastičen, lahko vidite, kako kratka je oblast občinska. Mi menimo, smo menili, ko smo pripravljali podrobni prostorski načrt za ožje središče Bleda, da si lahko vzamemo to pravico in potrjujemo določene prostorske, urbanistične, arhitekturne rešitve. Vendar je Ministrstvo za okolje in prostor oziroma uradniki na tamkajšnjem ministrstvu zelo kratko in jedrnato zaključilo, da si je občina Bled vzela preveč pravice. In zato so nam naložili razveljavitev 103. člena odloka o podrobnem prostorskem načrtu ožje središče Bleda, kjer smo želeli, da bi sproti potrjevali rešitve, ki bi nastajale v tem prostoru. To morda povem na tak način, zato ker dostikrat občani, tudi vi, svetniki, se obračate na občino in sprašujete, zakaj vendarle ne ukrepamo. Žal, teh pristojnosti nimamo. Tukaj je en izmed takih primerov, ko se tudi seveda druge občine nekako ne morejo sporazumeti ali pa imamo različna gledanja in pa na koncu seveda obvelja interpretacija zakonodajalca na to, kako tolmačiti posamezne člene naše zakonodaje.
S to vsebino se je pač strinjal tudi odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. A bi se kdo prijavil k razpravi? Se ne. Ker gre za prenehanje veljavnosti posamezne določbe odloka zaradi uskladitve s predpisi na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Bled, predlagam sprejem odloka po skrajšanem postopku. In dajem na glasovanje dva sklepa. Prvič, občinski svet občine Bled v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 73. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Bled obravnava odlok po skrajšanem postopku. In drugič, občinski svet občine Bled sprejme odlok o prvih spremembah občinskega podrobnega prostorskega načrta ožje središče Bleda. Ugotovimo prisotnost. Hvala. Še glasujte. Hvala, sprejeto. In prihajamo, mislim, da na najbolj pomembno točko današnjega občinskega sveta, to je sprejem predloga odloka o proračunu občine Bled za leto 2017 in sprejem sklepa o zadolžitvi. Tukaj prosim seveda direktorja za razložitev, samo da pridemo do... Jaz pa prosim tehnično pomoč za prosojnice oziroma projekcijo. Svetniki, ki ste v glavnem člani tudi različnih odborov, ste to sicer videli, vendar mislim, da je, glede na to, da je proračun najpomembnejši razvojni dokument občine, ki za vsako leto, kar preskočite, prosim, tole, za vsako leto posebej določa izhodišča za delo občine, da je to tako pomembna stvar, da seveda ta izhodišča tudi predstavimo širši javnosti. Pri tem naj upozorim oziroma izpostavim, da je to predlog proračuna, ki se pripravlja še v zelo delovni verziji. V naslednjem mesecu se bo odvila oziroma formalno v 15 dneh javna razprava, potem pa računam še nekih dobrih 15 dni za to, da vse skupaj uskladimo in pripravimo tisto končno verzijo, ki jo boste svetniki v roku 2 mesecev najkasneje tudi potem dobili na mizo in se v njej tudi dokončno odločali. Prihodki proračuna občin so razdeljeni nekako na 4 skupine. Največji so tako imenovani davčni prihodki, med njimi dohodnina oziroma, če smo konkretni, odstopljen del dohodnine, 52% dohodnine, ki jo vplačujemo delovno aktivni občani posamezne občine, pripada občini, 48% si jo pa zadrži država. Drugi pomemben vir je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, nad tem zaenkrat še drži roko občina. Novi zakon o nepremičninah, ravno tak, ki je prišel včeraj oziroma predvčerajšnjem, eden od številnih predlogov govori o tem, da ne bi vendarle občine še vedno bile tiste, ki bi bile 100% prejemnice tega davka, ampak mislim, da je usoda tega davka še zelo, zelo negotova. Zaenkrat smo na tako imenovanem NUSZ-ju. Potem zanimiv davek na Bledu, ker je kar veliko prometa z nepremičninami, je tudi davek na promet z nepremičninami. V kakšnih manj zanimivih občinah je tega manj, pri nas je pa kar zaznaven. Kljub vsemu vsi ti davčni prihodki ne variirajo niti za 50 000 evrov pri približno kumulativi 5 milijonov ali pa slabih 5 milijonov. Tako da lahko govorimo, da ostajajo na ravni letošnjega leta. Nedavčni prihodki so različne najemnine, med njimi, če gledamo nominalno, so najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki pa ne povzročajo denarnega toka. So zgolj, bom rekel, na eni strani prihodek, na drugi strani pa tudi odhodek. So pa med nedavčnimi prihodki tudi različne takse občinske, tako za uporabo javnih površin, za razne upravne zadeve, kot ne nazadnje tudi za parkiranje, globe,
Tudi tržna parkirnina se tukaj nahaja med nedavčnimi prihodki, koncesija naprimer za igre na sreče, redni komunalni prispevek, ki ga občani vplačujejo ob gradnji, ob novogradnjah, rekonstrukcijah in tako dalje. Tudi vsi ti prihodki nekako ostajajo na ravni letošnjega leta. Če pa primerjamo to z vseeno v nominalnem smislu letošnje in pa prihodnje leto, pa vendarle ugotovimo eno veliko razliko, praktično €1 milijon, ki se pa strogo nanaša in je namenski v letošnjem letu poseben prihodek za pokrivanje gradnje komunalne infrastrukture na Selišah. To je tisto, kar ste verjetno vsi doživeli ob prihodu tukaj, ker niste mogli niti normalno priti do tega objekta. Seveda, ta prihodek je enkraten, se namensko porablja in ga naslednje leto tudi ne bo več. Zato tudi ni, kako ne rečem, relevanten za primerjavo med leti. Kapitalski prihodki se nanašajo na prodajo raznih objektov, zemljišč, drugih osnovnih sredstev. Tudi te so nominalno gledano skoraj na polovici, zlasti, ker je lansko leto bilo zaznamovano številnimi prodajami, na drugi strani pa zopet tudi z odkupi. Med njimi so zemljišča, ki smo jih menjali, torej zemljišče, ki ga mi zamenjamo, je na eni strani prihodek, na drugi strani odhodek. Ne pomeni denarnega toka, je pa prikazan v proračunu tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Manj je pa tudi transfernih prihodkov z države, to so pa dejansko te, kako ne rečem, sofinanciranja različnih projektov. Ne nazadnje se v tej skupini nanašajo tudi sofinanciranja sosednjih občin, Bohinj, Železniki za medobčinski inšpektorat in redarstvo, tudi občina Gorje nam določene stroške pokriva oziroma sofinancira. Tako da tudi tukaj nekoliko manj, ampak predvsem na račun države beležimo teh prihodkov. Skupaj pod črto pomeni, da bomo v naslednjem letu predvidoma realizirali 10 milijonov pa 3/4 prihodkov, v letošnjem letu pa dobrih 12,5. Kot rečeno, predvsem milijon na račun Seliš, predvsem na račun teh tako imenovanih samo transferov oziroma prikaza prihodkov, odhodkov. Denarni tok si pa upam reči, da bo pa kar približno na isti ravni, kot je bil oziroma kot ga realiziramo v letošnjem letu. Pa bi prosil, če preskočimo kar na odhodke. Odhodki so ravno tako v 4 skupinah, 2 največji skupini predstavljata tekoče odhodke, plače, materialne stroške, vzdrževanje redno, ne nazadnje, kot vidite tukaj izpostavljeno, poplačilo obveznosti do našega koncesionarja VTE, ki se vlečejo iz leta 2007 in so bile v letošnjem letu dokončno poplačane. Tukaj sem spadajo tudi tekoči transferji raznim javnim zavodom, organizacijam, društvom. Te postajajo približno na lanski ravni in kot rečeno predvsem na račun VTE-ja in še nekaterih drugih obveznosti, ki smo jih imeli, na primer vračilo komunalnega prispevka za nerealizirano gradnjo Vile Viktorija v višini 90 tisoč evrov in tako dalje. Te odhodki v letošnjem letu so znašali oziroma znašajo 7,7 milijona evrov, v naslednjem letu so pa za slab milijon nižji. Seveda ne samo ti izredni odhodki, tukaj vseeno moram nekaj reči, da tisti, ki ste se bolj podrobno posvetili proračunu, lahko ugotovite, da tudi še vedno obstaja, tako kot že vrsto let, trend zmanjševanja nekaterih odhodkov, zlasti na nivoju te tekoče porabe. Tako da v kumulativi tukaj govorimo praktično o 900 tisoč evrov nižjem strošku. Nažalost pa iz prej omenjenih razlogov, ko sem komentiral prihodke, beležimo tudi nižje investicijske odhodke.
in še vedno pa, po mojem mnenju, zadovoljive, to je 3,7 milijonov evrov investicij, v tekočem letu dobrih 5 milijonov zopet, skoraj milijon na račun Seliš in pa nekaterih Rečiške ceste, ne nazadnje, ki je tudi v veliki meri sofinancirana strani države. Skratka, te dva, predvsem izredna, če temu smem reči, dogodka botrujeta, da seveda primerjava med leti ni relevantna, če pa pogledamo po črto, pa lahko z veseljem ugotavljamo, da kar dobro tretjino proračuna še vedno uspemo namenjati razvoju, investicijam. Prosim kar naprej, ker gremo pa kar konkretno na nekaj teh pomembnejših investicij. Leto 2017 bodo zaznamovale investicije v državne ceste, sofinanciranje investicij v državnih cestah. Nekaj bo šlo še na račun zaključnih ureditev ob Rečiški cesti. Rečiška cesta, poudarjam zaradi javnosti, bo prevozna v nekaj tednih. Vendar levo, desno, Triglavska, Koroška in tako dalje bodo pa predmet še ureditev tudi v spomladanskih mesecih. Kakšne škarpce ob privatnih zemljiščih, kjer izravnavamo meje in tako dalje, varovalne ograje, dodatne svetilke, javne razsvetljave, ne nazadnje ureditev vaškega jedra, če temu smemo tako reči, v križišču Rečiške in Koroške ceste z vodnjakom, klopcami in tako dalje. Zato je seveda nekaj denarja, oziroma kar zajeten delček denarja še namenjen investicij v naslednjem letu. Na osrednji del severne obvoznice, ali pa, če govorimo o severni obvoznici kot celoti, se nanaša 355 tisoč evrov, večinoma še za odkupe, v bistvu, kjer so pogodbe že podpisane, vendar se bo realizacija odvijala v naslednjem letu. Sicer pa naj tukaj na tem mestu izpostavim, da smo danes podpisali pogodbo še z zadnjim lastnikom na severni obvoznici. Tudi tistim, ki smo ga sicer skoraj že razlastili, pa tik pred zdajci ustavili razlastitveni postopek. Tako da ni več ovir za vlogo na upravni enoti Radovljica, da se lahko tudi izda gradbeno dovoljenje. Tako da lahko govorimo o zgodovinskem trenutku in momentu. In velja tudi seveda javna zahvala ne samo temu lastniku, ki je danes podpisal, ampak vsem tistim, ki so podpisali te dogovore in sporazume v preteklem letu in pol, ko je naša strokovna sodelavka intenzivno delala na tej zadevi. Za južno obvoznico strani občinskega proračuna ne predvidevamo finančnih obveznosti, predvidevamo pa veliko spet predvsem kadrovskega angažmaja kot pomoč državi. Sicer pa bosta zagotovo realizirani ureditvi postajališč na Mlinem, oziroma pravzaprav govorimo o ednini, ker se bo to delalo z eno samo investicijo, skupaj s tem že prej omenjenim pristaniščem. Pod zaenkrat sicer še malce vprašaja pa je tudi, da bi se uredila priključka Lisice in Koritno, ker bosta večinoma pa sofinancirana strani države in okolikor bosta potrjena in uvrščena v državni program, potem bomo morali tudi strani občine sofinancirati vsaj v tistem delu, kjer se nanaša na prehod za pešce, pločnike in pa javno razsvetljavo. Prosim naprej, pa gremo še na občinske ceste, kjer bomo nadaljevali z obnovo Cankarjeve, Razgledne, začeli z Izletniško in pa preplastili nekaj najbolj kritičnih odsekov. Tukaj nažalost podklanca ni noter, ampak v Excelovi tabelci, kjer je pa bolj podrobna razdelitev, pa je še zaenkrat. Prosim naprej. Ostale investicije se nanašajo na zaključek že prej omenjenega komunalnega opremljanja Seliš, tukaj za našimi, hrbti ali pa zidovi. V tem sklopu si želimo
kot popolnoma samostojno investicijo urediti tudi 22 parkirišč oziroma postajališč za avtodome, 22 postajališč oziroma parkirišč za avtobuse. Na prej omenjeno začetek rekonstrukcije izletniške ceste se bo navezala tudi komunalna ureditev v Ribnem na samem vstopu v vas, kjer bomo omogočili gradnjo 8 individualnih hiš. Ena je tik pred izdajo že gradbenega dovoljenja. Začeli bomo s prvo fazo gradnje kanalizacije pod promenado, kjer bomo konsolidirali tudi ožje središče Bleda z vidika odvajanja odpadnih voda, tako fekalnih kot meteornih. Omenil sem že pristanišče na Mlinem. Če bo denar, bom kar tako rekel, pa seveda pričnemo tudi z ureditvijo zdraviliškega parka vsaj v jesenskem času, oziroma ne vsaj, zagotovo šele v jesenskem času, če bo denar pa tudi pod vilo Bled, kjer pa zagotovo bo vsaj nova javna razsvetljava, ki je v zelo kritičnem in pa kaotičnem stanju. Zopet tukaj izpostavim, po 25 letih samostojne države, po 22 letih samostojne občine Bled in neštetih prošnjah nam je Republika Slovenija ustanovila stavbno pravico za 99 let pod potjo, na poti pod vilo Bled. Zopet zelo pomembno simbolno dejanje in seveda zdaj bomo investirali v narekovajih v svoje, sicer bi pa v državno. Prosim naprej. Med pripravo dokumentacije izpostavljam večgeneracijski center in dnevno varstvo in center za dnevno varstvo starejših, ki se bo zgodil na Selišah v tej novi poslovno-stanovanjski coni. In sicer smo tukaj uspeli, kot ste zasledili že iz medijev preko poletja, skleniti dogovor z javnim nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da bo tam primarno kot svojo dejavnost zgradil 60 stanovanj neprofitnih najemniških stanovanj za starejše občane. In v ta sklop smo se tudi priključili skupaj z Ljudsko univerzo Radovljica, skupaj z Domom Janka Benedika, skupaj z upokojenci in drugimi društvi in kreiramo v tem trenutku boljše na papirju, kmalu pa tudi verjetno v gradnji ta večgeneracijski center za naše občane. Celovito pristopamo tudi k urejanju grajskega kompleksa, o tem bo direktor Zavoda za kulturo kaj več kasneje povedal. Izpostavim pa tudi dve taki, recimo bolj za občane pomembni zadevi. Pripravljamo strokovne podlage tako za celotne dobe, kjer imamo še malce roko na srce kaotično stanje na področju kanalizacije, predvsem pa tudi prometa. Hkrati pa dajemo tudi urbanistične in prostorske podlage za rekonstrukcije, ki so nažalost s trenutnim OPN-jem zamrznjene in pa popolnoma nova, bom rekel, investicija, sprostitev po več kot 10 letih gradnje 37 individualnih hiš na Koritnem, na Polici. S tem, ko bomo kot občina celovito pristopili k načrtu cestne povezave, prenovi obstoječe mimo Pibernika gor in pa celotni komunalni ureditvi. Izpostavil sem samo nekatere najbolj pomembne investicije. Je pa tudi še nekaj manjših, drobnejših, o teh smo se na odborih že pogovarjali, če se vam zdijo, da jih je potrebno izpostaviti, seveda ste vabljeni k konkretnim vprašanjem, jaz sem vam pa na voljo tudi za odgovore. Postopkovno naslednja stran pa pomeni, kot rečeno, da gre zdaj to tudi v javno obravnavo, mogoče bo, sem prepričan, tudi strani občanov in drugih prišlo še do kakšne pobude, morda se bo kakšen od teh načrtov tudi še spremenil, zlasti, ko govorimo o teh podrobnostih. Generalno gledano pa mislim, da bo proračun ostal v takih okvirih, kot je bil sedaj predstavljen. Tudi država še ni rekla ta zadnje, kar se tiče dohodnine, pa vendarle tukaj vseeno prevelikih skokov si ne moremo
obetati. Predvsem gre pa res za vašo razpravo in za vaše prioritete, kako bomo zapeljali razvoj Bleda v naslednjem letu in pa s tem seveda tudi verjetno v naslednjih letih. Hvala lepa, direktor. Izčrpno razlago. Mislim, da se malo občin lahko pohvali s tako vizijo, kot jo imamo, ki je tudi na realnih tleh in da smo res v velikih projektih, kot vidite, da se bo Bled v kratkem res spremenil in to na boljše. In z vsebino, kot ugotavljamo, se strinjajo tudi vsi odbori, ki so predlog proračuna obravnavali. Zdaj bi vas pa prosil še, če se prijavite k razpravi. Svetnik Mežan, svetnik Brence, svetnik Sirc. Svetnik Mežan, prosim. Hvala lepa. No, direktor je omenil, naj povemo nekaj tistih svojih prioritet oziroma prioritet, za katere menimo, da naj bi šle v prvi plan, če se bo seveda dalo zadeve realizirati. Sam bom omenil kar nekaj zadev, ne gre samo za osebno moje prioritete oziroma prioritete, katere bi sam mislil so potrebne, vendar predvsem tudi za prioritete svetov krajevnih skupnosti, po katerih sem redno na njihovih sejah. Pa bom šel mogoče kar po posameznih krajevnih skupnostih. Omenil seveda ne bom vsega, nekaj je bilo že povedan, kaj bo, kaj ne bo, vendar nekaj zadev pa mislim, da še ni bilo rečeno oziroma je tudi mogoče še nejasno, ali bodo ali ne bodo. Če začnemo v Ribnem, tam že, bom rekel, 20 let razmišljamo o tem, da se bo en krak asfaltiral, ker se sosedje ne morajo zmeniti, gre tam za cesto Triplat Božič zdravje in tam mislim, da moramo zakopati oziroma nimamo kaj dosti kopati, samo asfaltirati in pa urediti meteorno vodo, ker zdaj naša meteorna voda teče enemu od teh lastnikov na njegovo parcelo, kar ni, bom rekel, nezakonsko, v redu, nenormalno. Pri obnovi izletniške ceste v Ribnem bi upozoril oziroma nekako predlagal, da se poskrbi za to, da grejo faze res ena za drugo skozi, da se ne bi zgodil tako, kot se nam zdaj obeta na Cankarji, da bo mogoče eno od faz mogla meham počakati. In to ravno ta faza, ki je po mojem osebnem mnenju še precej bolj pomembna kot tista faza, ki je bila zdaj že narejena, predvsem z vidika dostave oziroma dostopa do nekaterih penzionov in pa do same straže, ker promete pa tam, kar sami vemo, da ogromno. Če grem nazaj v Ribno, tole je dokončanje komunalne infrastrukture na selu, ker je omenil že svetnik Sirc. Javni razsvetlavi bi dodal še vodovod. V spodnji vasi je vodovod verjetno kar dotrajan oziroma nekako neprimeren. Zaenkrat, če drži, kdaj bojo vprašanje, vem, da so bile težnje, da bomo vse skupaj zakopali skupaj z Adria plinom v cesto, ker pa se je izkazalo, da ni dovolj interesa za plin v tem delu vasi, tega še verjetno en čas ne bo. Zato predlagam, če se bo našla kakšna sredstva na postavki za vodovod, da se na obstoječi trasi, torej po teh njihovih privat parcelah, vodovod vendarle zamenja. Mogoče za občane celo cnej, ker če bi šli na drugo stran, je potrebno popolnoma vse priključke, hišne priključke popravljati in vsa dvorišča razkopati. Potem naslednja stvar je širitev pokopališča v Ribnem. Tam vemo, da se počasi zdaj neka luč na koncu tunela kaže, ker lastništvo je v lasti agrarne skupnosti Ribno. Če bo država naredila svoj del, v bistvu upravne enote in pa sodišča, bomo lahko v nekem letu in pol, mogoče 2 letih najkasneje, tam tudi končno postali lastniki in če bomo v tem času pripravili neke projekte, pomeni, da takrat potem lahko takoj začnemo tudi z samo širitev pokopališča, ki pa je tam zelo nujno. Zdaj seveda večji projekti in pa tudi želje so zadružni dom, pa Podribensko goro in pa kmečki dvorci v Bodeščah. Mogoče še 2 stvari glede Bodeš, najprej ena stvar Bodešče, cesta Lancovo, Bodeški most. Jaz bi resno predlagal oziroma samo prenesel pobudo krajevne skupnosti Ribno, da če mi ne moramo v proračunu zagotoviti sredstev za redno vzdrževanje oziroma če redno vzdrževanje te ceste ne pride pod pogodbo našega koncesionarja, da jo izvzamemo iz te pogodbe in pa da se mogoče dogovorimo s koncesionarjem iz Lancovga oziroma iz Radoveljce, ki cesto na radovljiški strani vzorno ureja, potem se pride na našo stran in je kar naenkrat odrezano, ko piše tabla občina Bled in so luknje in res cesta je, bom rekel, oprostite izrazu, nikakva. Na Koritnem pa mogoče samo en manjši poseg še, zahvala strani krajanov zaradi
asfaltiranja nad Pibernikom oziroma mimo Pibernika, samo tam so bankine vedno razlite po vsakem nalivu, tam bo po mojem treba razmišljati o nekih odvodnavanjih, o neki mulni, ki bi odpeljala meteorno vodo in jaz verjamem, da tisto lahko zagotovimo temu proračunu. Če se preselimo na Bohinjsko Bilo, je bilo že strani svetnice Varlove ogromno povedanega, kar se tiče ceste Zgornja vas pod Klanec. Sam bi dodal samo še ureditev trga okoli Vaške Lipe, tam v Zgornji vasi pod Šnetom in pa Šilarjem. Obnova kapelca v Spodnji vasi je zdaj v proračunu in pa tudi oprema za dom krajano do konca, tako da tlele sem kar zadovoljen. Če grem na Rečico, njihovo krajevna skupnost, en velik problem je, ki se odlaša že 20 let in tlele ni po mojem toliko velik krak, da se ga ne bi mogli nekam porint noter. Dejstvo je samo, če bomo upali ugrizniti tole kislo jabolko, gre za cesto za Žago, odcep do hišne številke 20. Tam je meteorna voda velik problem, zalija ljudi oziroma vrtove, po drugi strani imajo pa javno razsvetljavo zdaj preklopljeno na svoj osebno elektriko, da sploh imajo luč. Tako da tole mislim, da je ena od prioritet na Rečici zagotovo, poleg kanalizacije, ki je bila že omenjena in jo zdaj ne bom razlagal. Potem na Bledu odkup dela Partizanske ceste, ki vodi do hiš na Partizansko 23A in 23F, sem gledal, je že v letnem načrtu razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja za to leto. Jaz bi res prosil, da se, če se da zagotoviti sredstva za tistih nekaj luči javne razsvetljave in pa za samo asfaltiranje, da ne bomo potem spet hodili nazaj čez nekaj let, kot zdaj hodimo na selo pod Kozarco in te lokacije, ki jih že svetnik Sircev omenil, pa še kje druge so. Potem energetska sanacija osnovne šole Bled, 50 000 evrov imamo zagotovljenih za projektno dokumentacijo. Jaz samo upam, da bomo v skladu z načrtom razvojnih programov tist, kar piše, da ni to zbiranih želja ali pa sanj, ampak da bomo to lahko tudi realizirali v naslednjih nekaj letih. Glede na uredne razsvetljave sem mogoče vključil potem pri samem turizmu, bi pa upozoril še na eno stvar na Bledu in sicer mehen krak ceste tamle ob Lovcu med hotelom Lovec in pa trgovskim centrom. Tisti, ja mislim, da je zdaj v samem krajevne skupnosti Bled najslabši del, pa v samem centru, če je tam možnost narediti enkrat oziroma v bližnji prihodnosti zadevo malo zglihati, bo veliko narejen po mojem za tisto prvo podobo Bleda in pa za blejski turizem. Zdaj, da ne bom predolg, bom samo še nekaj bistvenih stvari povedal. Z infrastrukturo se moramo dogovoriti, ali plačajo oni, ali lahko v svojih rezervah najdejo, ali moramo najdeti mi. Na Bledu, če greš peš po parkih, če greš peš 5 metrov stran od jezera oziroma od rednih poti, je roko na srce kar nekaj smeti in jaz razumem, da fanti, tisti, ki se vozi z avtočkami in pobira koše, ne more to sprot pobirati in tudi ne vidi, zato v poletni sezoni nujno moramo zagotoviti nekoga, ki bo to počel. Enostavno drugače, mislim, ni prijetno, ko greš s kom na sprehod oziroma pokažeš Bled, kako je lep, potem pa naletiš na te zadeve. Imel bi dve vprašanji, tle pa res ne vem, muzej lesenih plovil je 5000 evrov zagotovljeno, če boš direktor lahko sam to povedal, pa gasilsko vozilo v naslednjih 2 letih, 18 in 19 v NRP-ju 200 000 evrov, če mogoče veš, za kakšno vozilo gre to, oziroma cena mi je visoka, pa z vsem spoštovanjem do gasilcev seveda. Bi pa pozoril še na letni izvedbeni načrt financiranja na področju kulture. Tam so bila našteta nekatera društva, jaz moram reči, da je 6 društv tam izpuščenih, tako da ne je prišlo slučajno kdaj do kakšnega problema sofinanciranja. Gre za društva, ki bom potem tudi dal pisno, tako da ne bom zdaj vsega posebej izpostavljal. Pri letnem programu športa bi pohvalil predvsem prizadevanje infrastrukture in pa delo, ki je tudi sestavni del proračuna, da ne bo slučajen pomota, bi pohvalil infrastrukturo, ker obratovalni stroški, če pogledamo danes, sofinancirane strani občine ali pa pred 10 leti so enormno manjši. Samo še 2 stvari prireditve. Jaz bi prosil, da gre postavka nazaj na tisto raven, kot je bila že prejšnja leta, predvsem ob dejstvu, da smo zdaj dobili še 2 dogodka na Bled, in sicer Društvo žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje je zmagalo na državnih kmečkih ženskih igrah in na podlagi tega imamo drugo leto, je občina Bled gostiteljica vsega tega. Piko na i vsem je pa dala še ena od njih, to je Maja Ambrožič iz Zasipa, ki je pa zmagala na tekmovanju kmetice leta in sicer v znanju in spretnostih in imamo še to
prihodnje leto organiziramo na Bledu, oziroma Bled in pa Gorje skupaj. Tako da tlele tista postavka s pravitvami bi mogla iti nazaj najmanj na tisto raven, kaj je bila. In pa še res zadnja stvar, veliko, rekel malo tako na rekovajih gnojevka je bilo polite že po smradu zaradi gnojevke in zdajle, jaz sem par let nazaj predlagal eno zadevo, pa takrat nekako mogoče še ni bilo ta prave volje, no zdaj je pa isto zadevo predlaga Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj, na podlagi nekaterih sestankov, ko smo jih imeli skupaj s pospeševalno službo, bila je svetnica Jana Špec iz Turističnega društva zraven in pa tudi jaz, pa kar nekaj kmetov iz Bleda in Gorij in njihov rekel, strokovni zaključek je, da bi morali za obe občine nameniti 5375 evrov za pripravke, ki se vlivajo v gnojnico oziroma v gnojevko in tukaj se 40 do 60% zmanjša smrad. Zdaj, vprašanje je, ali bomo zdaj to dali kmetom ali ne, dejstvo je, če bomo dali, bo verjetno rezultat boljši, če nam dali pa ne bo, tako da tle spet na nas in jaz predlagam, da se skupaj z občino Gorje tole financira v celoti. Hvala. Hvala, svetnik Sirc. A še Brence, prosim. Ja, se je bilo precej podrobno že pripombe dane. Jaz bi samo upozoril, da je pač ugotovil, da je proračun manjši za približno 2 milijona evrov, z nedavčnih prihodkov 1,5 milijona in kapitalskih prihodkov približno pol milijona. Kaj človek mora takrat narediti, ko mu prihodki padejo? Logično na odhodkah narediš in najlažje to na investicijah. Zato investicije upadejo za približno tak znesek, kot so padejo nedavčni prihodki. Država je že precej upehana pri investicijah. Če se še občine upehamo, bo težava. Gre za enotretjinsko zmanjšanje investicijskega potencijala v občine. To je dolgoročno lahko precej nevarno. Razumem pa ob zmanjšanih prihodkih, da je treba pač tudi investicije oklestiti. Glede na to, da poganja gospodarstvo, predvsem investicije v občinah, država zelo malo investira, je to dolgoročno nevarno glede doseganja bruto nacionalnega prihodka, bruto nacionalnega dohodka. Upozoril bi samo še na, ko boste delali vso projektno dokumentacijo za ureditev dob, da nikakor ne izpustite še Neulce, kjer je 7 priključkov na kanalizacijo samostojnih in tisti treba urediti, ker gre lahko tudi za pronicanje fekalnih voda v talnico, imamo pa cirka 800 metrov preč vodno zbirno območje. Hvala lepa. Hvala, še svetnik Sirc. Ja, jaz se v sam proračun nam prav pregloboko vtikal, ker vsi vemo, da je to sila nehvaležna stvar, danes nažalost premalo, ampak mogoče bi se obregnil samo v točko in sicer podeželje razvijamo, kar nekaj sredstev gre za to, ampak premalo se pa vlaga v tele male kmete in sicer oni imajo velik turističen potencial tudi za razvoj turizma na podeželju, razvoj turističnih kmetij pa podjetništva predvsem. Tako da bi mogoče predlagal, če lahko, če ni kakšne podlage, zaradi katere ne bi bilo mogoče, da se prenese sredstva za sofinanciranje obnove festivalne na postavko razvoj podeželja in sicer sofinanciranje programov na področju kmetijstva, se pravi, to so za subvencije. Zavod za kulturo zelo dobro posluje, tako da čestitke direktorju tudi za velike premike in mislim, da mu to ne bi smeli predstavljati nekega problema. Ja, saj to je v bistvu to. Hvala lepa. Se upravičujem za medklic, ampak ravno direktor je stopil, pa se mu je voda v grlu ustavila, ko je to slišal. Pa bom vseeno pri tej festivalni dvorani moram reči to. Lejte, mi smo festivalno dvorano skladno z dogovorom z državo, programom, dolgoročnim načrtom upravljanja tega zavoda in vseh teh objektov v narekovajih naprtili Zavoda za kulturo. In enostavno se na nek način mačehovsko obnašamo do svojega objekta, ki nas je dolga leta bremenil v nekaj 10 000 evrih. In vsaj v stroškovnem smislu smo razbremenjeni s tem, v investicijskem bi bilo pa na nek način nekorektno
do našega partnerja, to je Republike Slovenije, da ne bi sodelovali. Žal tukaj te pobudi ne bomo mogli ustreči. Kar direktno povem, ker enostavno zgubimo na nek način kredibilnost napram državi. In vsaj teh nekaj tisočakov moramo namenjati vsako leto. No. Ne bi bilo fair, enostavno ne bi bilo fair. Nam Zavod za kulturo skozi ostale programe v lokalnem okolju toliko veliko pomaga, da to postavko moramo ohraniti. Se pa strinjam, kar se tiče iskanja virov za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu, da jih lahko usmerimo, ampak glede na to, da imamo razmeroma dosti sredstev, celo več, kot smo jih namenjali v povprečju v preteklih letih na področju kmetijstva, da bomo takrat, ko bomo pripravljali razpis, dali večji poudarek ali pa večji ponder recimo temu, kar vodi v spodbujanje, rečemo temu, podjetništva na manjših kmetijah. Se strinjam in je tudi osebno delim to vizijo. Jaz sicer zdaj posameznih postavk, ki jih je zlasti podžupan, zlasti, ki jih je podžupan izpostavil, ne bi komentiral, jih seveda zelo dobro namerno, tako kot vsako pobudo, ki bo zdaj prišla iz javne razprave, v knjigo pripomb, tudi po mailih. Res apeliram iskreno, dajte čim več stvari povedati, ker to je glas ljudstva. Tukaj bomo vedeli, ali smo bolj za potrošnjo, ali smo bolj za investicije. Če hočete, ali smo bolj za podeželje, ali smo bolj za mesto, ali smo bolj za kulturo, ali smo bolj za šport. Zdaj malo karikirano govorim, ampak vi ste tisti, ki dajete te poudarke. Sicer se pač proračun giba v teh okvirih, kot so. Konkretno sta bili pa izpostavljeni dve vprašanji. Muzej lesenih plovil, to je ena ideja, ki se, bom rekel, že kar nekaj časa kuha v glavi enega ali pa skoraj da edinega še izvajalca v teh naših krajih, predvsem je pa, hvala Bogu, pripadnik mlajše generacije. In zadeva je sicer še strašno v povojih, ampak verjetno bo v kontekstu Seliš nastal en tak, bom rekel, turistično-muzejski atraktiven objekt. Tok lahko zaenkrat povem, zato smo nekaj sredstev za to namenili in mislim, vsaj jaz, ko sem pripravljal to zadevo, ko sem se z Anžetom konkretno to pogovarjal, se mi zdi, da je to smiselno seveda podpreti, da ne bojo Seliše samo poslovno-stanovanjska soseska, ampak tudi nekako podjetniška, da tukaj noter pripeljamo tudi nek inkubator, neko inicijativo in da damo, bom rekel, tej soseski, ki nastaja tukaj zadaj za nami, tudi eno, kako ne rečem, življenjsko energijo. In mislim, da identiteta, ki jo lahko Bled razvije, tudi kot enega od turističnih produktov, je ravno recimo ta tradicija, s katero se praktično edini v Sloveniji lahko pohvalimo. Gasilska vozila so draga. Povprečno gasilsko vozilo, ki ga imajo društva, kot je Ribno, Zasip, Rečica, košta 100, če sem natančen, 168 000 evrov odpade na sofinanciranje strani občine. To, kar je pa planirano v naslednjih letih, se pa nanaša na seveda naše osrednjo gasilsko društvo, to je Blejsko, kjer je pa to sofinanciranje še večje, ker jim po gasilski kategorizaciji, ki jo predpisuje država, pripada še več sredstev. Tako da to niso poceni štosi, pa vendarle takrat, ko jih rabimo, pa vemo, da se lahko na njih zanesemo. Mogoče bi še razložil glede tega kredita. Pardon. Zelo pomembna stvar ali pa vsaj izpostavljena stvar, zadolževanje občin je vedno razvpita zadeva. Mi vemo, da smo v preteklih letih vzeli pravzaprav dva klasična kredita, in sicer za potrebe gradnje vrtca in pa za potrebe gradnje obvoznice, ki smo ga sicer formalno razdelili oziroma oddelili ali pa namenili tudi za gradnjo kulturnega doma.
Naša občina, poudarjam, še zdaleč ni prav veliko zadolžena, nekje v rangu 1/3 možne zadolžitve, torej imamo še kar nekaj kreditnega potencijala. To, kar ste pa sprejeli že za letošnjim proračunom za leto 2016 in ponavljamo zdaj za leto 2017, je pa kredit oziroma brezobrestno posojilo, ki nam ga nudi Republika Slovenija. Ko je namreč Republika Slovenija, ko se pogaja Ministrstvo za finance z reprezentativnimi združenji občin, seveda vedno klesti te svoje, bom rekel, obveznosti in je lani v lanskoletnih pogajanjih ponudila občinam, da pa ne da samo nepovratna sredstva, ampak ponudi tudi to brezobrestno posojilo. In tukaj seveda občine to priložnost lahko izkoristimo, tudi nekaj moratorija dajo na odplačevanje tega kredita. Seveda občine pa nismo vrgle tudi puške popolnoma v koruzo in smo sprožile, govorim v prvi osebi množine, ker smo se vsi podpisali pod to, ustavni spor, kjer dokazujemo naši državi, da bi to morala biti nepovratna sredstva. In obstaja neka verjetnost, brez 100-odstotnega zagotovila, da se ta sredstva prelevijo celo v nepovratna. Po domač povedan, neumni bi bili, če tega ne bi izkoristili. V najslabšem primeru imamo brezobrestno 10-letno posojilo, ni veliko, gre za slabih 86 000 evrov krat 2, 16 in 17. Če se pa celo na ustavnem sodišču v to smer zadeva zapelje, bojo pa to nepovratna sredstva. Zato predlagamo tudi sprejem tega sklepa. Replika. Proračun je tak, kot pač je. Nažalost ugotavljam, da tudi nekaj, ali pa saj eden od komentatorjev išče politične točke tukaj, pa ni važen, mene zanima ena druga stvar bolj. Zakaj se mi ne bi pogovarjali, kje pa mi lahko kakšen denar še zaslužimo? Proračun je proračun, na proračun itak vsi štartamo. Zdaj, eden bo malo bolj všečen, en bo res nekaj naredil, en bo za une, en bo za te, ampak jaz bi pa rad drugače vprašal, a smo mi sposobni zaradi tega proračuna kaj kakšen denar zaslužiti? A je komu mogoče od vas kakšna stvar čudna, da mogoče obstaja kakšen denar na Bledu, pa mi za njega ne vemo? Mene to bolj zanima, ko bomo proračun, bomo sigurno lahko zapravili, brez problema, še vsakega smo, ampak mi imamo recimo tamle infrastrukturo. Poglejte, 65 zaposlenih, na 14 dni zdaj že smeti pobirajo, tisk si zna majčkim pogledati, koliko je na sankališču dobička, vam povem, ogromno. Smeti so dražje, zdaj nam bojo še vodo uturili, spet podražili. Ko sem rekel zadnjič na odboru, naj oni teh 45 000 evrov dajo v dobro, da jih občani ne, se mi direktor smejal. Ko sem bil pri njemu na obisku, ko mi je rekel, da ima sindikalista, da ne more nobenega odpustiti. Direktor ima svetovalca, ki nas košta 3100 evrov bruto. To je vsa zadeva, ki bi bila boljš, da bila naša, pa kakšen pločnik naredili, pa marsikaj drugega še lahko. Tako da tale razprava o proračunu je meni pravzaprav smešna. Veste eno, vse, kar je najbolj narejenega, so naredili, veste, da se bo sproti kaj pomagali, sigurno tako, kot se zmeraj, dajmo raj v pozitivno energijo obrniti, kje lahko še kakšen denar dobimo, da bomo še kaj naredili. Malo razmišljaj o tem, hvala. Takole, zdaj bi šli pa, razprava je zaključena in lahko dajem na glasovanje naslednjih 7 sklepov. Občinski svet občine Bled sprejme predlog odloka o proračunu občine Bled za leto 2017. Drugič, Občinski svet občine Bled sprejme predlog kadrovskega načrta občine Bled za leto 2017 in 2018
ter kadrovski načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki za leti 2017 in 2018. Tretja točka, tretji sklep, občinski svet občine Bled sprejme predlog letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Bled za leto 2017. Četrti sklep, občinski svet občine Bled sprejme predlog stanovanjskega programa občine Bled za leto 2017. Peti sklep, občinski svet občine Bled sprejme predlog letnega programa športa občine Bled za leto 2017. Šesta točka, občinski svet občine Bled sprejme predlog letnega izvedbenega načrta financiranja področja kulture v občini Bled v letu 2017 in sedmi sklep, občinski svet občine Bled za leto 2017 sprejme sklep o najemu brez obrestnega kredita pri državnem proračunu v skupni višini 85.977 evrov, ki zapade v plačilo v prihodnjih 10 letih od leta 2000, od 1.1.2019 dalje za poravnavo obveznosti iz naslova rekonstrukcije Rečiške ceste. Takole zdaj prosim, idemo na prisotnost. Hvala. Še glasujte. Soglasno sprejeto. Najlepša hvala. In prehajamo na 9. točko. Sprejem osnutka sprememb in dopolnitev statuta občine Bled. Tukaj prosim, gre se za osnutek, ne? In za uvodno obrazložitev prosim našo Aleksandro Žumer, višjo svetovalko za pravne zadeve. Ja, hvala. Mogoče bi uvodoma izpostavila, da je občina Bled že v letu 2010 se ukvarjala s statutom in ga tudi novelirala, prav tako tudi s poslovnikom občinskega sveta občine Bled. No, v začetku tega leta pa smo imeli strani Ministrstva za javno upravo, službe za lokalno samoupravo, bom rekla pač nekakšno kontrolo naših temeljnih aktov, to je statuta, poslovnika in pa še poslovnika nadzornega odbora. No in ta pregled naših internih teh aktov je ugotovil določena neskladja, ki so bila predvsem posledica spreminjanja področne zakonodaje, ki je nastala tudi po letu 2010 in so nam pač predlagali, da v določenem roku te neskladje odpravimo. To je tudi predlog vsebine statuta, mogoče zdaj v samo vsebino se niti ne bi spuščala, plus drugo, kar usklajujemo, je pa tudi status krajevnih skupnosti. Po zdajšnjem statutu imajo še vedno status pravnih oseb, čeprav dejansko pa ne delujejo več kot pravne osebe, ker nimajo več svojih računov, nimajo več svojega premoženja in tudi nimajo več, pač glede na področno zakonodajo, ne morejo imeti več svojih zaposlenih. Tako da se zdaj tudi ta status ureja. Hvala. Hvala. Statutarno pravna je to obravnavala in je podala tudi dodatne predloge za spremembe. A se kdo javi k razpravi? Svetnik Sirc, prosim, in svetnik Vernik, pa Vernik zdaj s te strani. Meni se zdi, da imamo ureditev v statutu, ki opredeljuje imenovanje KVIAZ-a, če na kratko rečem, bivšega, dobro urejeno. Namreč na tak način, tako kot je pred nas zapisan, da glede na volilni rezultat se oblikuje ta komisija in s tem mi zagotovimo, da se lokalna oblast en teden po volitvah praktično oblikuje. Sicer ta proces traja tudi do 2 meseca. Sicer so napisali, da sklicujejo se na 2. člen ustave, v katerem, ki pa sicer pravi, da je Slovenija pravna in socialna država. In se sprašujem, kje ni tukaj zagotovljena pravnost in socialnost države, če ohranimo tako dikcijo
tega člena v starem statutu. Mislim, da ni nihče prikrajšan zaradi tega, uveljavljamo voljo ljudi, namreč večje število glasov pomeni večjo participacijo na štiriletni oblasti v smislu zakonodaje, ne lokalnega delovanja. In predlagam, da glasujemo proti temu predlogu, da ohranimo to dikcijo, ki jo uporabljamo, ker je sila praktična, ne ustvarja, samo v začetku, ne razločuje, takoj ne postavlja mej med pozicijo pa opozicijo, tako kot je na držav, ni ne naših pa ne vaših in je to neprimerno lože funkcionirati. Če mislijo, če predlagatelji, ne občinski, ampak da se boljše zraven, če ministrstvo misli, da ni to za javno upravo, da je to neskladje z ustavo, ne sproži ustaven spor. Pa ne ustavni sodniki odločijo, a je taka formulacija in uporaba statuta, kot ga imamo na Bledu, ustavno utemeljena ali ni. Mislim, da imamo veliko razlogov utemeljenih za to, da ohranimo tako dikcijo, ki res veliko stvari preprečuje. Takoj se organizira lokalna samouprava, ne prihaja do konfliktov, ker je bistvenega pomena in se pa loži dela cel mandat. To so ključne stvari, da lahko funkcionira, drugače pa tako kot držav, da so naši pa vaši, pa drugemu pa samo nagajajo. Predlagam, da sledite temu predlogu mojemu in da zavrnemo te spremembe. Hvala. V tem delu, ostale dopuščam, kar se tiče recimo krajevnih skupnosti, pa še pa to, pa predlagam, da mogoče ločeno glasujemo v tem delu predloga. Da ne bi a priorno kdo mislil, da sem proti. Ne gre za to, ampak treba je tudi en praktičen način delovanja upoštevati nekje na terenu. Saj ni rečeno, da imajo v Ljubljano vse prav. Se popolnoma strinjam, svetnik Sirc. Hvala za besedo. Ja, jaz tudi predlagam enako kot gospod Vernik, mogoče najprej preveri pravna podlaga, če imamo res vse podlogo za to. Hkrati bi pa majhen še pojasnil, glede na pripombe Ministrstva za javno upravo smo tudi, se je statut v skladu s priporočili uredil, majhen smo ga pa še na statutarno pravni prevetrili. Zdaj ne bom šel po vseh členih, naštel bom samo dva bistvena in sicer predlagali smo, da se število sej poveča na 6, ne več 4. V času od volitev se je na pobudo svetnika večkrat pokazala potreba po izrednih sejah, ki so se potem reševali z nekimi neformalnimi sestanki in dopisovanjem po e-mailih. Predvsem v letošnji sezoni, ko smo reševali plovbni režim, pa ko so se občinske službe ukvarjale z raznimi prijavami. Zato menimo, da to je potrebno povečanje število sej. Čeprav je direktor enkrat že izrazil željo, da je zelo težko delati, če je preveč sej, da pač to onemogoča delo občinske uprave, ampak pač porast vseh teh problematik je nekako privedlo do tega, da je bilo smiselno, da povečamo število sej, ker nas tudi ljudje oziroma volivci, občani nenehno sprašujemo, kaj se dogaja, mi pa nimamo nobenih odgovorov. To je v bistvu to. Hvala. Hvala. Se opravičujem. Dodali smo še možnost, da ima lahko občina tudi dva podžupana, ne glede na to, da imamo v praksi enega, kar je normalno, ampak prav je, da obstaja tudi možnost, da če bi mogoče v naslednjem mandatu ali pa kdarkoli že obstajala tudi možnost, da to funkcijo upravljata dva. Hvala. Še pridel pečen. Ja, sem to smo razložili. Prosim. Na ta zadnji predlog bi rad repliciral, namreč odvisen je, na kakšen način se oblikuje lokalna oblast. In če se oblikuje po sistemu opozicija, pa striktno pa opozicija, potem lahko tudi dva podžupana župan imenuje v primeru, če mu to dopušča statut. Ampak to povzroča tudi velike stroške. Jaz mislim, da tako majhna občina, kot je Bled, ne potrebuje, najmanj kar je, ne potrebuje dveh podžupanov.
ker se v praksi jutri po jutrišnjem lahko dobi. Zato je bila ta sprememba leta 2002 uveljavljena ravno zaradi tega v zaščito, dolgoročno zaščito proračuna. Prosim? 2010, pardon. In se mi zdi bolj razumno, da to formulacijo iz tega vidika, v smislu dolgoročne zaščita proračuna, da jo ohranimo. To je bil temeljni razlog, da smo takrat šli v tako spremembo, ker sta bila prvotno dva predvidena. Ampak oblast je lahko kakršnakoli, lahko normalno funkcionuje, lahko pa funkcionira, kot si zahoče, če zmaga na volitvah. In lahko tudi izkoristi na ta način svoj položaj in mislim, da na nek način mi moramo poskrbeti, da je proračun čim bolj stabilen in da se čim več teh sredstev razporedi potem v investicije. To je bil glavni argument za to in predlagam, da bi se ohranila taka dikcija. Hvala. Če je možnost napisana, potem se lahko tudi uveljavi. To je zakon statut, to ni samo možnost. Ja, vse je dovoljno, lahko imamo tudi 5 županov. Dobre, pa se ni se pa... Jaz vidim večji problem. Političen, kakor pa stroškovni pri dveh podžupanih. Konec koncev 2 neprofesionalna podžupana sta cenejša, kakor pa en profesionalen, če smo že pri tem. Ja, to. Dobro, še, kdo je še hotel nekaj reči? Svetnik. Samo repliko, pa ne bom na tole glede podžupanov, ker kako bom rekel, bo pred mene obrnjeno, bom rekel na temo Komisije za mandatno vprašanje volitev in imenovanja. Moram reči, da se mi tukaj, mi štirje strinjamo svetnikom, vernikom in pa vsem enako mislečim, kar se tiče te dikcije, ki je zdajle, raven iz tega razloga, kot je omenil, smo mi to dali noter. Se prej je bilo drugače, ampak se je izkazalo, da ni najbolj, bom rekel, mogoče fair, normalno ali pa učinkovito. Tako je pa kristalno jasno. Če dobijo na volitvah 5 strank list, kdorkoli že največje zaupanje, oni imajo predstavnike v Komisiji za mandatno vprašanje volitev in imenovanja in fertik. Vse ostalo so potem kupčkanja, igre, ponovadi pod pas in pod mizo in tako naprej in res se lahko razvleče, namesto da bi začeli delati, se pa še lahko en mesec ali pa 2 bunkamo okrog tega. Tako da tukaj podpiram predlog svetnika Vernika. Jaz bi, prosim še. Jaz še repliciram na funkcijo podžupana. Jaz mislim prav, da obstaja v statutu, ker mogoče se pa enkrat le pokazala potreba, sicer je pa ne nazadnje tudi odločitev župana pa svetnikov potem na tema. Tako da... Župan je izključno ena redkih pravic, ki jo župan ima, da podžupana določe. Tako, drugih skoraj nimaš. Drugih ste vse vi. Takole. Prav. Če smem še moje videnje, statut lahko spremeni vsakokratna politična večina. Tako da je to zacementirali, tudi če bi danes sprejeli te dikcije, kot jih predlaga Vernik ali Sirc ali podžupan, nič ne zacementiramo. Politična večina spremeni tudi poslovnik. Zato je to popolnoma brezpredmetna debata. Tudi moja trditev je, morda je, če gledamo stroškovno, morda sta 2 neprofesionalna podžupana cenejša lahko, če taka volja svetnikov, če taka volja župana, je to čisto mogoča izvedba. In nič ne poučuje stroške, nič ne posega v ne vem kakšne razmerje. V tistem delu, da se pa hitro formira KVIAZ, pa absolutno podpiram idejo, ki jo je podal gospod Vernik. V tem delu absolutno sem za, ostane enako kot zdaj, da je hitro formirana odbori, da ni prepucavan, da ni izgubljenega časa, županov pa kolikor jih bomo pač napisali, to pa bo enega, 2 ali nobenega. Hvala. Zaključujem tole razpravo in predlagam, da tale naš sklep, osnutka seveda, to še ni dokončno, malo razširimo. Takole, občinski svet občine Bled sprejme osnutek sprememb in dopolnitev statuta občine Bled, pri čemer naj se predlagana vsebina 4. člena osnutka ne sprejme. To je ta člen, ki govori o tem, da tistih prvih 5 najboljše plasiranih strank na volitvah ne bi imeli pravice sestaviti KVIAZ-a, ker ni pametno. Ali lahko se tako zmenimo, da je dal to kar dajmo. Mogoče, če se najprej preveri pravna podlaga, če imamo vse, da ne bomo prehitro sklepali.
Kakšna pravna podlaga? Pa ne da enostavno sodišče v presojo. To je Verni prav povedal. Pa ne da enostavno sodišče. Pa kaj ne zbriga? Jaz mislim, da to vrste presoje še ni bilo, ja. Pa naredimo kratko glasujemo, pa bomo videli pojem. Naprej, ne, se smo pa v osnutku, koliko je nekaj hujšega. Prosim, prisotnost. Hvala. Pa še glasujemo. Hvala, sprejeto. Gremo na točko 10. Sprejem osnutka sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta občine Bled. Prosim tukaj še enkrat našo pravno svetovalko. Ja, gre za enak razlog spreminjanja poslovnika in sicer odpravo neskladij. Izpostavila bi pa mogoče še to, da se dodatno natančneje določa dnevni red konstitutivne seje in pač sam potek konstitutivne seje. Hvala. Takole, to je obravnava tudi statutarno-pravna komisija, kjer so tudi podali nekaj dodatnih predlogov sprememb. Prosim, da se javite k razpravi, Svetnik Sirc, prosim. Ja, tle se spet vezujemo na, hvala za besedo, na število sej, se pravi isto kot v statutu 6-letno. Hkrati pa menim, da bi bilo zelo dobro, če bi lahko gradivo dobili majčkeno prej, par dni prej. Rečemo, če bi spremenili 7 dni na 10 dni oziroma 5 ne 3 dni pred odbori, da bomo lahko gradivo tudi ustrezno bolj podrobno proučili oziroma se tudi s komu posvetovali. Potem predlagamo tudi, da se doda nov člen in sicer vključitev javnosti, se pravi, da župan ali član občinskega sveta lahko predlaga, da se v razpravo vključi oseba, ki danes po poslovniku ne more sodelovati. Skratka, o tem tudi glasuje občinski svet, pa ostale predloge za spremembe so pa v bistvu v zapisniku, ste si jih gotovo prebrali oziroma si jih lahko. Pravzaprav gre v večini stvari za utečene postopke, ki smo jih nekako prelili na papir in tokrat dobijo tudi bolj pravno podlago. Hvala. Še kdo? Ni. Potem gremo lahko kar na glasovanje. Občinski svet občine Bled sprejme osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta občine Bled. Dobro, 14 prisotnih. Še glasujte. Hvala, tudi to je izglasovano. Zdaj pa ne vem, zdaj ura, budemo naprej še na točko 12. Sprejem elaborata o oblikovanju cen storitev. Pardon, še enkrat imamo tole. Sprejem soglasja, točka 11, pri čiščenemu besedilu statuta osnovnega zdravstva Gorenjske, prosim še enkrat. Ja, tukaj gre pa za statut osnovnega zdravstva Gorenjske, ki se je pač tudi večkrat spreminjal in zdajle so nam dali v proceduro, da bi pač sprejeli prečiščeno verzijo. Samo prečiščeno verzijo že sprejel svet OZG, ker pa ustanovni akt in pa zakon o zavodih določa, da morajo k temu dobiti tudi soglasje vseh občin ustanoviteljic, so torej pač ta prečiščeno verzijo poslali tudi vsem občinam in pač nas prosijo za soglasje. Mi smo šli pač samo besedilo in prečiščeno verzijo preveriti in sledi in upošteva vse spremembe. Hvala. Hvala. Se tukaj kdo k razpravi javil? Se ne. Potem gremo lahko kar na glasovanje. Najprej za sprejem sklepa. Občinski svet občine Bled sprejme soglasje k prečiščenemu besedilu statuta osnovnega zdravstva Gorenjske OZG. Prisotnost. Štirinajst. Še glasujte. Hvala.